Ljudje in ljudine, poslušate 98. epizodo podcasta Obot, zadnjo uradno epizodo 3. sezone podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oboroženi biologi, obglavljeni dentisti, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harb z medaljo in moja malenkost Aljoša Harlamov, znova tudi z gostjo. Z nami je namreč članica podcasta Filmflow, filmska kritičarka in nasploh super persona Maja Peharc. Žive, Maja. Hello. Kako si? Vroče je. Nemogoče. Tep tudi? Ja. Kakšno naključje? I'm sweating all over. Misliš, bo to sonce ali kaj drugega? Ne vem, pač. I can't even think, tako je vroče. No, Maja, če slučajno nisi vedela, zdaj le te mi seznanjamo s to novico, da si se iznenačila s pižamo kot najbolj pogosta gostja tega podcasta. No? Pa, kolikrat sem pa bila, nisem bila to. To je zdaj že 6. Damn. Tako da Pa čestitamo. sem se sama sebe presenetila. Thanks. Ja, je pa res, da je pižama, mislim, da pižama še nikoli ni bil, da je bil več kot en gost. Mislim, da je on zmeri sam naš gost, tako da tle še imaš ti He's a lot of person. Za malo manj. Ja. Tam. Skratka, tema 98. epizode podcasta je, tik preden se odpravite na morje, so grozljivke v morskih psih in to je to. Načeloma smo iskali filme, ki imajo morske pse že v naslovu, ni nujno, in da so, milo rečeno, slabi, ampak med njimi bomo presejali take, ki so tako slabi, da so že zabavni. Če katerega od filmov še niste gledali, najbrž večine tudi zdaj ne boste, predvsem se prepustite našim poročilom o ogledanih filmih, zabavajte se z nami in se ne sekirate za kvarnike, nič ne more pokvariti teh filmov bolj, kot so že pokvarjeni. Če vas pa za kakšnega navdušimo, si ga pa le oglejte, da boste vedeli, o čem smo govorili. Maestro, prosim zaigraj Johna Williamsa. Ne, lahko ono. Star Wars? Ne, čaj, veš, kaj on Queen zapoje. Preden grejo z njegovo vladico orka, ne? Farewell and adieu, ye fair Spanish ladies. Farewell and adieu, ye Spanish ladies of Spain. Ja, hvala za ta glasbeni vložek, Mito, tako je zmer. Preden se lotimo epizode, nekaj statistike za letošnjo 3. sezono, to je najbolj obsežna sezona do zdaj. Prva je štela 27 epizod, štejemo skupaj z vsemi speciali, druga 29, tretja do zdaj šteje neverjetnih 42 epizod. Kaj je torej odgovor na vprašanje o vesolju, življenju in sploh vsem? Ja, 3. sezona podcasta Obot. Ampak skupaj z 2 poletnima specialama, ki jih nekako štejemo k aktualni sezoni, bomo prišli torej na številko 44. In letos smo imeli zdaj skupaj z Majo, imamo 22 gostov. Skratka, 20 epizod z gosti, vsaj še en gost bo poleti, skrivnostni gost, kar bo torej skoraj polovica. To je statistika 4. sezone. Zdaj pa seveda gremo na današnjo temo. Zdaj mogoče bi jaz za začetek povedal, ker sem se malo naštudiral in pripravil, kaj je B-film, kaj sploh ne bi to bilo. Ne? Zdaj B-film je nizkobudžetni komercialni film, ponavadi žanrski, izvor termina je nekako na začetku 30-ih, v času hujše gospodarske krize, so studiji vabili ljudi v kina s tem, da so jim ponudili 2 filma za eno vstopnico in eden od njih je bil, se pravi, A-film, tisti ta velik film, ki ga greš gledat, in pa zraven so pač ključili še en takšen nizkoproračunski filmček, sam tok, da je v resnici, in ta se imenoval pač B-film. Od torca je nekako prijela tale beseda, no skratka, oziroma ta oznaka. Double bill se imenuje seveda taka vstopnica. Marcel Štefančič v svoji knjigi, ki jo bom pozneje navedel, ker zdaj ne bom iskal, pove, da so še ful nekih poimenovanja za B-film: Bottom of the Bill, Bread and Butter, Bottom of Budget, Quickies pa Cheapies so bili torej. In po njem so torej to na hitro in poceni posneta programska mašila. No, ko so studiji po letu 1948 zaradi antitrustovskih zakonov zgubili lastništvo kinodvoran, se jim nekako ni več dalo tega tako snemati, pa tudi sajti so se spremenili,
in so te svoje B-divizije v studijih počasi opustili. Se pa B-filmi nekako pojavijo z pojavom komercialne televizije, kjer so se tudi večinoma režiserji preselili tja. Izginili pa so nekako izginili. No? Večinoma so pa pojenjali konec 70-ih, ko se je pojavil video. Danes pa termin B-film uporabljamo v širšem smislu kot poceni eksploatacijski film, ki pa lahko občasno združuje tudi visoko stopnjo obvladovanja medija in estetike inovativnosti. Hvala za 5 minut. Tega. Ja. No pa seveda zelo pogosto pač velik žanra smo dobili preko B-filmov. V zlati dobi Hollywooda je bil B-film pogosto western, v 50-ih pa znanstveno-fantastičen film in grozljivka. In tudi danes mislim, da so grozljivke še kar pogoste glede tega. Če mogoče nismo povedali nikoli kaj eksploatacijski film, pa so seveda filmi, ki skušajo komercialno izkoristiti nek sodobni trend, nišni žanr ali pa opolsko vsebino. Ja. Ali pa spolsko, v tem primeru je tudi malo spolsko. Ni nujno opolska, če pač imaš črevek, špricev naokrog je isto eksploatacija. To je res, ja. Pa ni glih trno. Kak za koga? Kaj pa veš? Igor, pusti naše fane, naj uživajo v čemerkoli hočejo. Jaz bi to pustil. Ja. Ampak zdaj bi mogoče vas vprašal, pa posebej Majo, ker je ljubiteljica trash filmov, kaj pa je tist apil, oziroma tista privlačnost, zakaj sploh gledati slabe filme, B-filme ali pa trash filme? Mislim, mogoče je treba narediti še to distinkcijo, da B-film je zares slab film, trash film je pa recimo Aquaman, ki je pač preveč milijonov dobil, pa je vseglih toliko sposoben, da se rečeš, this is a movie, ampak pač se mu smejiš, medtem ko B-filma niti ne moreš zares gledati, ker moraš umestiti malo globoko dihati na WC ali pa kaj. Ne vem, jaz trash filme rada zato gledam, ker so hecni, ponovadi zabavni, ker jim lahko umiraš, ker pač so za nič narejeni, pa pol se temu smejiš, pa hkrati se zraven vrti, kako bi bilo to lahko boljš narejen, pa vse gre še za nič. Pa pač ponovadi so quick and dirty, ker trajajo ponovadi uro pa pol in pa tako, če nimaš kaj za početi, pogledaš en tak trash film. Okay. In to je to. I don't know, they're just funny. A Marta, vidva še kakšen dodatek k temu? Mislim, znajo presenetiti. Dostkrat imajo neko sporočilo in pa pač vidiš, koliko je avtor sposoben, da je to sporočilo res bedno predstavljeno ali pa da imaš kaj clever noter. In to, ko zna biti nek zametek, nečesa clever not, ker ponavadi so narejeni ful prehitro, da bi se dalo to za nekaj razdelati, je lahko ful inspiracija za kaj drugega. Ne? Zdaj, dostkrat so indie filmi tudi, mislim, neki neodvisno narejeni filmi sodijo tu pod trash, no? In recimo Romero, Dawn of the Dead ali pa Raimijev Evil Dead sta definitivno bila najprej videna kot B-filma, ampak sta tudi bistveno več. Ne? In pač iskanje teh biserov ali pa filmov, ki bodo spodbudili druge, ne, je meni najbolj zabavno pri tem. Ne? In moram reči, da tukaj pri Morskih psih ni dosti. Ja, jaz moram tudi reči, da kar meni je pa zanimivo, je tudi ta nek level samoironije oziroma nek samo zavedanje tega, da delaš trash film, ne? Da ni, a veš, da ni režiser, ok, zdaj pač nimamo cash, ampak da prav vidiš, da nima cash in ti to tudi film pokaže, da ni cash. Jaz sem recimo velik fan Plana 9 naših, zdaj da bom spet rekel prekmurskih, ampak ker so skratka prleških, ne, skratka naših prleških snovalcev filma, jaz sem se pač to, ker sem se jaz narežil, recimo, ne vem, med vinopirji ali pa ne vem kaj. Groza jiu-jitsu zombijev. Tako, recimo groza jiu-jitsu zombijev, pa Corpus Christi je bil meni recimo tudi zelo všeč. Ker dajo tudi ene take, pač vidi se, da so to ljudje, ki vseeno imajo radi film, no. In to je tudi neka ljubezen do filma, ki se kaže. In jaz sem pač zaradi tega pač jaz to temo izbral, no, da se javno pokesam tukaj, da ne bo kdo rekel, ker se mi je zdelo, da so pač enkrat sem nekaj bluzil po internetih in videl, da je teh res od Sharknada naprej posnamejo vsako leto 4-5 teh Sharkneki filmov. Yeah. In se mi je zdelo ful zabavno in kaj če bi mi to delali, pa vedel sem, da Sharknado je pač zabavno, no, v končni fazi, tako so vsi rekli. In ja, zdaj smo pač pogledali tole in jaz moram reči, da to, kar bom pol več cajt mislim, da je govoril, kar mene tu presenetilo pri teh sodobnih B-filmih je manjko ene samo ironije včasih, drugič pa
da jaz sem to vedno res povezoval z ljubeznijo do filma, tudi preko tega, da so to ljudje, ki se res potrudijo za neke praktične efekte, da iščejo minimalizem, zato ker pač nimajo keša, da bi na veliko, ampak tle noter se uporablja CGI tako, kot da imajo milijonsko produkcijo. Odvisno. Ja. Ne povsod. Mislim, v Sharknadu, ja. Ja, v Sharknadu, ja. Jaz sem vseh svojih, kar sem jaz gledal, je večinoma je CGI vse skupaj. Ne? Ja, ampak mislim, temu, ki sem ga jaz gledal, je to tak preprost CGI, da ga mi posnamemo. Ne? Ja, se ne rečem, ampak veš, Pa še boljš. mal mi je pa leno, mal mi je leno ta levela, veš, da pač ne odjemu roke, zato ker prav bi ti mogel štrcel delati in kri bi mogla špricati tako, ampak poje celega človeka, pa sem neke mal digitalne krvine, ki je špricne ali pa ga poje in izgleda tako, kot igrica, morski pes je z igrice, truple, vse je z igrice, ker je pač CGI res tako na levelu, tako kot mi to rekel, pač ne vem, Super Mario bratov na Game Boyu. Tu je pač stvar v tem, recimo Robert Rodriguez, ki je tudi začel z B-filmi, je naredil eno serijo videov o tem, kako snemati B-filme. In je bilo recimo za, v katerem filmu je že v onem Double Billu, ko ga je s Tarantinom naredil. Grindhouse imaš sceno, ko ima ona... Planet of Terror. Ja. Oprosti ga, da smo... Ko ima puško na mest noge. Ja, in to je čist poceni efekt, ki ga lahko narediš, da pač v folijo oblečeš nogo in potem prelepiš puško gor. Zdaj pač ne bo izgledalo tako dobro, kot pri njemu, ker pač on ima res dosti izkušnjo, ampak vseeno je to nekaj, kar lahko probaš, ne? In na enak način lahko tudi noge odrežeš, ne? Pa potem pač dodaš kri na nek način. Može biti vseglih do določene mere film smart, da to narediš, zato ker tudi praktični efekti zahtevajo nek skill level, ker recimo Sharknado je ok, pač imaš vne odsekane limbe, ok, funkcionira CGI atrocious, ampak recimo, da funkcionira, zato ker jaz sem pa pogledala še Ghost Shark in se vidi pri prvem filmu, ki je recimo na nivoju Sharknado, je tako ok, ne, pač imaš tega Ghost Sharka, ki je pač CGI character, pa je pa Ghost Shark 2, ki je pa ene druge vrste B-film, ki je pa res tle v scenariju sem napisala, da ti je kar mal neroden, ki imaš občutek, da gledaš pornič od dveh ljudi, ki imaš občutek, da ne bi smel biti zraven, zato ker je že kamera brez filmskega filtra, pa pač Ghost Shark se pojavil točno dvakrat, pa samo film, samo plavutka. Ker niti ni keša, po moje, zares za CGI, niti ni znanja. Zato, ker ni znanja že za ne vem, kako sfejka to, da ti neki napade. In je unije, ne vem, nek fucking C-film. Pa pač v Sharknado je čist fleten. Fletni so oni šarki, plastični, ki plavajo po zraku, fletni so oni plastični na tleh, ki jih žagajo, tako pač. Ja, pa malo teh prizorov z National Geographic, neki morski psov. Footage, tako, amazing, tle so tu kupali, tle so tu kupali. Lepi so, ja. The best. Ne sej, Sharknado je naredil studio Asylum, ki so specializirali se najprej v filme, ki zvenijo podobno. Transmorphers, njihov velik hit v DVD, Bargain Binih, in War of the Worlds 2. Ja. In Titanic 2. Nimam pojma, o čem je Titanic 2, ker to me res ni zanimalo. Ampak pač The Rise of the Titanic. The Story of the Iceberg. Sharknado pa je bil njihov prvi film, ki so pač probali neki avtorski avtorski pristop, pa Ian Ziering pristop. In potem so pač še dost slabih filmov posneli. In naj jih še snemajo, jaz jim pravim, naj jih še snemajo. Jih še. Skratka, mogoče začnemo. Jaz bi nekako ravno pa, ker je Maja pogledala Sharknado, mogoče začel ravno s tem, zaradi tega, ker je tudi, mislim, da je to tudi eden filmov, ki je pač si pridobil neko kultno status in je pognal pač celo vrsto tega, jaz zdaj nisem vsega tega printu, ampak se bomo dodali v seznam spodi. Boste videli, jaz sem samo tako res približno poiskal ta imena in sem našel tako res filmov malo morje, no, skratka, malo morje. Okay. Zdaj meni rato pa to nehote. To si pripravljal. Skratka, Sharknado. Ugriznim. Ja, Maja, boš ti mogoče povzela, kaj je to čuden naslov?
Najprej je lep dan, To je res, ja. pol se začne na morju nevihta in potem se nevihta spremeni v tornado nad morjem, ki potem posrka morsko življenje v vase. Morsko življenje je sestavljeno izključno samo iz morskih psov. Zdi se logično, In ja. na to, ker pač je to tak world build oziroma tak svet, se potem ta tornado s šarki, Sharknado sprehod v ta prvem filmu čez LA in pač je stvari. Kjer, če jaz prav razumem, sploh ni tornado Ne. v Kaliforniji, ne? Ne, seveda, da ne. So samo v Kansasu. Ja. Sharknado Ne, ni, ampak A ja. ja, ok, še ne, no, Ne, ni. se nekako reče, global warming je nam prinesel nam prvi orkan, nekaj tasga. Ja. Mislim tako, jaz mislim, da ta prvi Sharknado, ki je 2013, je jim bil njihov avtorski nek projekt, so si zamislili en gimmick, to se pravi, da imamo Sharknado stvar, pač tornado posrka morske pse in kaj se lahko zgodi in jim je ponevedoma ratov hit. Pač je ratov hit v tem svetu, a ne? In potem so ugotovili, da je pač OMFG, to se zdaj da cash delati tle in so naredili še pač 5 filmov, ker jih je vsega skupaj 6, če se ne motim. In tako, surprisingly, in zato, ker je ta prvi bil narejen v narekovaju iskreno, v smislu tega, da bomo mi sam naredili film, ki je pač njegova tema Sharknado, nima nobenega nastavka za naprej, nima nobenega world builda v smislu, mi živimo v svetu, ker nam je globalno segrevanje že vse podrl, sam stoji sam po sebi. In pol dvojka je v bistvu kopija ta prve, ki se vse skupaj dogaja v New Yorku. Ja, a ne? In pač isti plot, Pa pa isti New igralci. York, isti igravci, kao še Extended Family, sestra oddaja na Cirlinga in tako še naprej, sestra ima. whatever, ja, Ok. seveda, pa best frienda, ki se je ona z njemu poročila in pa sta skregana in cele travme. Drama. In se isto zgodi, pač for some reason je tornado in potem tornado posrka ven iz fucking, ne vem, Hudson reke morske pse in Ja, ja. rastura to. V trojki se potem isto še enkrat zgodi, surprisingly, ampak Kaj, ne. sedaj se zgodi v Washington DC, / potem se preseli na Florido, ker grejo potem v space. Ker se izkaže, da od Iana Cirlinga fotor je David Hasselhoff / Dr. Shepard / astronaut / naredil je nek svetovni globalni sistem za preprečitev teh stvari. Mogoče najboljša scena v trojki je bila to, da je Tara Reid je noseča, to je od njega bivša žena, ima ta že 2 odrasla otroka, potem love story, Sharknado brings people together, as it does. In ona zanosi in je noseča celo trojko. In potem jo seveda, cel gimik je, da pač Iana Cirlinga more zmeram na koncu en pes pojesti in potem se on z motorko pržaga. To je cel ta ne? To je v vseh, ali kaj? To je vseh, to je v vseh. Pa pač pol se dogaja tudi Sharknado sandwich, ko gre najprej en not psa, pa pol ta pes v enega druga psa, pa pol tak pač na koncu v kita in potem se vsi vam pržagajo. It's amazing. Ampak v trojki pa je ona noseča in jo pojeta nek velik pes in potem they re-enter the atmosphere, preživijo zato, ker morski psi na zunaj zgorijo, na noter ne, because that's how you do. In potem vsi pade, Logično. These are serious fizika, plots. fizika. Ja, absolutno. Padejo dol in potem gre Ian Cirling ven iz morskega psa in kao, oh my god, kaj že, April, in potem jo sliši, kako se ona ven iz nekje boksa, mislim, in potem prereže, pač od znotraj morskega psa z roko, eno, ki jo je odgriznil v drugi in ima žagico gor namontirano, in potem otročka ven. Ja, rodila je noter in ga kao ven, da in seveda. Vmes, ko so padali. Ja, je ona rodila. Oh, wow. In potem padla in potem ven in seveda pač je na Cirlingu ime Finn, a ne, Finn. Njegovemu sinu, ki si redil v morskem psu, je pa seveda ime Gil. Tako da to je, it's amazing. Pol je, v štirki v štirki se zgodi pol to, da je kao 5 let kasneje in prišel je nek Elon Musk karakter, to se pravi ful bogat, znam tehnologijo uporabljati karakter, ki kao naredi neke stvari,
science gimmick, da prepreči nastanek sploh teh Sharknadoov in je kao, peace and prosperity. To je očitno res treba po 3 filmih, ja? Definitivno, prosperity, ok, cool. Nekaj se zgodi in potem so Sharknadoti nazaj. Nekih zih full smart. Ampak potem there's more Sharknadows, ker do zdaj so Sharknadoti nastajali samo iz vode, zdaj nastajajo iz peska in potem pozavgajo strele noter, pozavgajo kamenje noter. Je pa dobil morske pse? Let me tell you, zdaj, ko si to vprašal. Ta dud, ki je naredil te naprave, da preprečujejo, je v Las Vegasu, ki je pa druge, naredil full velik hotel, kao Shark Experience neki in ima full velik pool, ki je full velik morskih psov noti. In se valjda glih tam naredi Sandnado in jih potem posrka. Sranje. In potem, for some reason, se še stvari dogajajo in potem ta Sharknado se sprehod mem neke nuklearke in pozavga je radioaktivno. Radioaktivno in je nuklear zadeva. Nuklear sharks, ja. In potem se nekaj zgodi in vsi zmagajo. Pač everybody survives. In potem mogoče moje dva najljubša Sharknado, ta zadnje dva, kaj smo zdaj 5 pa 6. Ker so se od ta druga naprej New Yorka, so se odločili, da bojo delali take bizarne parodije, katko karakterji not v filmu ne vejo, da so v Sharknado. Tako Ian Searling skozi ful resno igra. On pač, that's his life. Pa vsi karakterji niso self-aware. Koliko pa zmorejo igrati. Ja, ne, Tara Reid, ampak Ian Searling se mi pa zdi, da je amazing glede na kaj mu dajo. Glej, po teh operacijah, koliko jih je Tara Reid dala skozi. Ja, je sploh čudež, da karkoli sploh še zmore. No, in so kao tako, ne vem, tamuna, kaj je Washington DC, je kao mal 007, neka ta scena, pol vmes je mal, ne vem, Star Wars, ki grejo v vesolje, tako pač pikajo neke te. Ampak ta zadnje dva sta pa Back to the Future rip-off. Zato, ker sta povezana, imaš cliffhangerje, ja, trust me, it's wild. Okay. Nehaj muzej snimati, pa ti vsi gledaš. In kao, I'm not entirely sure what happens, something happens. In je kao the end of the world, Sharknado ti uničijo konc sveta, ampak hkrati se tudi ugotovi, da Sharknado ti so že od nikdaj in naši predniki so že znali preprečati in seveda there's a gimmicky item, ki ga pač v very Indiana Jones inspired stvari Ian Searling gre iskat in potem je treba iti nazaj v preteklost in potem imaš neke fucking, kva so že, riffs, skozi katere je treba iti v preteklost in neki in potem ima on neko broško, ki mora doseči neko hitrost za to, da skoči naprej v preteklost in pač it's wild, do konc vsi zmagajo in happy end. In Sharknado to ni več. Ja, ker zadnji del je, kak je neki naslov je Sharknado no more, ali nekaj takega, če se ne motim. Oziroma The End of Sharknado, ali nekaj tako. It's about time. Pa tako ful majo zanimiv, to mi je bilo res všeč, res všeč. Ta zadnja dva sta res nice v primerjavi z vsemi prejšnjimi. Mislim, da crazy, pa ne dobro, ampak tako ta Gil, njegov sina, ne, at some point ga Dolph Lundgren igra, zato ker ta sin se zgubi v tem nekem časovnem riftu in zmeram, ko se srečajo, ga igra drug igralec in je a nice gimmick, v smislu tega, ker enkrat je najstnik, pol je star, pol je še starejši in je tako a nice gimmick, no. Že to, da ga Dolph Lundgren at some point igra je res, oh my god, ok, cool. Kako je ta folk jedu, pizde? Ja, no. Jesus, nora. Ampak je tako, I don't know, mislim, ta prve dva sta tako, ok, Sharknado, pa je trash vmes, ta zadnje dva sta pa tudi tako, smisel, pač povedali ste, zaključili ste začeli pisati, pol je imel nek jedro in zdaj ima nek zaključiti, it makes sense. No, fino. Ja. Mislim, a stvari zveni kaj bolj nenavadno od Fast and Furious, recimo. Well, I guess ne. Ja, Fast and Furious, car racing, pimping. Ja, drugače jaz sem gledal ta model, ki je posnel Sharknado. CD note so ful pomembne. DVD player. Režiser Anthony Seferante, se piše, je režiral med drugim tudi Zombie Tidal Wave, tako da ima
nek obsedenost z temi. Pa je poročen z Ferrante ali njen sin? To pa ne piše. Ja, mislim, ti kot založnik Elene bi to skoraj moral vedeti. Skoraj res. Ja. Mislim pa tako, vidite, da res so pol at some point začeli malo razmišljati, kako bojo celo serijo naredili, ker mislim, da se v trojki se pojavi neka ta The Ramones-esque uvodna špica, ki je nek ta punk Sharknado komad. Vsaka špica je pol bolj stilizirana, v smislu pač neke animacije ima, pa tako. Pa se zvice, da so imeli pol nek, bomo probali povedati te stvari. No. Tako da, ko sem začela gledati, mi je bilo tako, the fuck, ampak pa je bil že on, the fuck, to je res nice. Važno je, da smo te navdušili. Eno vprašanje imam, dostkrat so B-filmi na nek način prisiljeno ponavadi politični, odvisno ali so hardcore libertarni, ali so protiameriški, ali karkoli. Je tukaj tega v teh Sharknado? V enem vem, da referirajo Make America Great Again, ampak ne vem, če zares v kakršnem koli političnem smislu. Čakaj, a se ne v House Sharku Trump na koncu neki pojavi? Ja, neka silhueta Trumpa, prav takšen ogaben close-up na usta, kako le še neki oponaša. Ja, v Ouija Sharku je to. V Ouija Sharku? Ja, pa sem to. To gledal. Ne, sorry, jaz bom kar priznal, jaz nimam želodca preveč za te zadeve, pa še fobijo imam, tako da sem bil zelo skop pri mojem researchu. Ne moram reči, da so kaj prav ful politični, no. Mislim tako, da prav ne, pač tudi predsednik, ki je nek whatever predsednik, Amerike kao. Pa ne, no, ne vem, nimam tega filma. No, si. Ni nujno, da mora biti vse politično. Priznavajo globalno segrevanje, to je že kar nekaj. Bi rekla, ja. No, hvala Maja, zdaj si me res tok si me... Da boš kar pogledal. Ja, po moje bom jih vsem pogledal. Ta zadnje dva me bi. Vmes tako je. Ja, vmes tudi, če ni treba, ja. Tega plotlina, da April vmes postane robot, sploh nisem omenila, ne, Terra vmes postane robot, se ne kažem. For no apparent fucking reason. Ker she died. A ja, zato ker je ful zanimiva. Ampak umre domnevam, da potem, ker rodi... Ja. Okay. Glih po tisti sceni, kao pa že iz vesolja pada debris pol in se pol, kaj je to tretji film, četrt film, se ne važen. Se konča tako, da je pač camera cuts off na neki drugega in potem se izpiše dol should April live or die in potem so fani imeli možnost na Twitteru z uporabo hashtaga se odločati, kaj se bo zgodil. In potem, ko se film, ko je naslednjo nadaljevanje, mi v bistvu ful dolg časa ne vemo, zato ker pač kao, da ne bi umrla, ampak pol je v bistvu njen fotor, ki je pa Gary Busey, kao ne bom mislila. Hvala, da je tudi Gary Busey nekje na neki točki tega Sharknada. Of course. Tako da, it's got everything. To je meni ful dober gimmick, ko so Američani včasih delali, da lahko kličeš, zdaj že nekaj cveta ni bilo. Ker bilo, nazadnje se spomnim, poleg tega, da je bilo za Simpsone, če naj bo ta skupaj ona dva ali ne. Pa obvesli, če naj Robina vbijajo na neki točki, pa so ga v stripih. Čakaj, ni še bilo tisto, da glasujte, kdo je bil Mr. Burnsa? Pri Simpsonovih tudi? Možno. Možno, da si imel nekaj, ja. Pa onega so iz SNL-a vrgli po glasovanju Man on the Moon. Vse v filmu Man on the Moon. Ja. En Kaufman, ja. Aha. Skratka, Maja, čudovita pustolovščina. Hvala, zelo bi zaveto. Igor, boš mogoče ti nadaljeval, kaj si ti pogledal? Lahko. In sicer od teh B-filmov iz tvojega seznama sem si izbral Shark Exorcist, ampak ker sem vedel, da torrenti niso zanesljivi, sem še za backup vzel Ouija Shark. In res, Shark Exorcist mi ni bil dan, da bi ga videl. Ni se dalo dobiti tega filma, ki je nedvomno masterpiece, ker mislim že naslov obljublja. Absolutno. Medtem ko Ouija Shark, moram reči, da sem bil malo razočaran, nobene veze ni imel z Ouija filmi, ki so nedavno prišli na par njih ven. In v bistvu je res ful slabši od tega. Sharknado na ravni Ghost Sharka, ne na zadnje tudi temu morskemu psu pravijo Ghost Shark. Ouija pa je zato, ker glavna junakinja gre v vodo in potem, ko pride ven, ker je nekaj, se zgodilo, ne, je tam na obali Ouija board in potem,
jo grejo igrati. Ga vzame pač, as one does. Ja, jaz bi tudi. In potem s prijateljicami, ki imajo pač hangajo, grejo to igrati in potem samo dobijo I'm hungry. In polje pač se pojavi tisti morski pes, ki je super poziran in potem jih poje ljudi, kar zgleda tako, da ljudje laufajo in potem klak naredi in oni zginejo. Mogoče se jih malo krvi špricne, ampak zelo tak na pol. Čak laufajo, se pravi na kopnem. Ja. On je duh. Ja, on je duh. Tako kot Ghost Shark. Mislim, ta animacija je lutka je neka, tak plišasta. Mislim, plišasta lutka, ampak super je, impuls. Ja, tak na green screenu nekak narejeno, zelo slabo. Zelo slabo. In potem je pa še ful kompleksna štorija. Recimo, tako ful kompleksno je to, da je, ne vem, enih 5 je teh prijateljc in ena od njih pogleda tam čisto na začetku k sosedom in tam en tip avto umiva in je in gre k njemu in mu pomaga avto umivati in se malo slačeta in potem je ni več. Ona gre z njim in preživita. Glej. Scena za avtom je bila pomembna. Scena je bila ful pomembna. Pomivanje avta te lahko reši pred smrtjo. To zelo neokusno narejeno. Res slabo, res. No, v glavnem potem ta punca pokliče svojega očeta in oni, ne, našla si nek tak predmet, njen fotor ful obvlada Ghost Shit, ne. In potem njen fotor se bo boril proti temu Ghost Sharku in ga Shark vseeno poje. Ampak potem je njen fotor tudi Ghost in potem se kot Ghost bori proti njemu in ga premaga in reši svojo hčerko in je še po Ouija boardu nazadnje reče, da jo ima rad ali whatever, nekaj v tem stilu. Pa na koncu zgubijo planšet in morajo pištolo uporabiti s šerifom za tisto, ko ti kaže. In takrat se fotor poslovi s pištolo v bistvu in ona gre s svojim piercingom in tetovažami. In brez prijateljc, ker jih je vse Shark povedal. Edina scena humorja, ki mi je ratalo, pa je, ko stonerka na bazenu sedi in poha in se pojavi Shark in ona misli, da pač je figment of her imagination in mu ponudi joint in jo Ghost Shark poje. Jaz mislim, da bo malo pokada. Ne, plišast je, zgorel bi. Ta suspens, jaz ne res verjel, da je nek suspens v tem. Ne, to je zelo slab film. Od boljših filmov, to, kar bi Maja rekla trash, pa je tale Meg vredno gleda z Jasonom Stathamom. Kjer pa najdejo megalodona na dnu Marijanskega jarka. Pod meglico. Ja, ker v bistvu dno ni dno, ampak je mehurček. In potem pod to meglico, pod temi plini je še morje naprej in tam je megalodon. Tam pa on prebiva. Ampak zakaj so rabili, ne razumem, kakšno meglico, zakaj bi to rabili? Zakaj bi drugače gor prišel, ker ne more skozi tisti air pocket. Tisti je bilo tam, in oni potem priluknajo, ko grejo dol pogledati in potem on gor pride in potem ga morata Jason Statham pa Ruby Rose pretepst. Tako, pa zdaj se snima 2. Ja, ki ga dela Ben Whitley, kar bo cool. Da, tako da bo top. Kul bo vse flashiran. Ja. Ok. Ja, mislim, Ben Whitley. Kaj pa Trump išče na koncu tega filma? Na koncu se izkaže, da tole z Ouija boardom v bistvu ni bilo random, ampak da je tu bil poskus državni in zdaj bojo povsod dali Ouija boarde z Ghost Sharki in bo Trump zavladal svetu. The end z vprašanjem. Ja. In pol bojo naredili nadaljevanje s Trumpom. Ni najbolj... To je zelo elaboriran plan za Trumpa, jaz bi rekel. Ful kompleksno. Jaz bi pričakal kaj bolj simpel od njega. Vseeno bolj plausible kot election fraud. Drugače pa, če že imaš nek shark-based plan, mislim, da Dr. Evil je v Austinu Powersu kar lepo povedal sharks with friggin' lasers. Definitivno. Tako da to. Ok, hvala, da si se žrtvoval za nas. Mito, kako si ti? Jaz sem pa začel gledati Sharknado in moram reči, da mi ni ratalo. Začel si ga. Ja, ne gre, to ne gre meni. Groza. Tako Tina me je vprašala, kaj gledamo danes, jaz pa ne vem natančno Sharknado, vem vse, ful se govori o tem filmu. Pa tako gledamo 10 minut z odprsto čeljustjo, kaj pa je Sharknado, ti pa samo prvo sceno pogledaj stara. In prva scena je točno to, tako si rekla, morje,
hrbtne plavuti plavajo, tornado pobere, gor pa rekel, to. Zdaj pa to pride v mesto in that's it, bolj ali manj. Pa papcajo, pa iz kanalizacije skačejo, pa full šibruke pomagajo, pa neka pištola, ki očitno lahko izstreli, celo, ne vem, pobija šarke z lufte. Ja, to je. Mislim pač, ljudje, they have very good aim, pa streljajo in kar vse zadanejo. We're gonna need a bigger chopper, pa ne vem, kaj še. Ne, ni mi rad. Po tistem se ful začne film vleč, ful lep cajt, gledaš kar neke plažne barske scene, nekega pijančka tam iz Home Alone in tam se že bil fakt, ne, jaz nimam cajt, jaz šel fuzbal gledati. Ja, film se zelo tako filmsko loteva stvari, kar pomeni, da uvede karakterje, pa da v njih neki pove, pa da nastavi nek plot, ampak vse to naredi slabo, pa bori. Ja, ker ona recimo njegova zaposlena sploh ne ve, da ima on bivšo ženo, da ima otroke, nič ne ve, v njem je pa zaljubljena van. Ja. Pa mislim, da on celo enkrat v filmu hčerki pove, jaz imam favorite otroka, to sti, nisem šel najprej po sina, najprej sem pro tebe prišel. Ja, mislim, da je to enkrat pove, ker ona misli, da je sin, njegov ljubljenček pa pač on razloži, da ni. Ja. Pa še nekaj sem zaznal, en review sem pogledal, to so scene, ki jih nisem videl v filmu, ampak kao ona nek kelnarca, ki je z njemu, ki ima očitno nekako namiguje, da nek romantik razmerje tukaj z, kako ima že ime, Ianom. Ja, z Finom, ja. Zakaj ona sovraži morske pse? Ja, zato, ker je dedek pojedel morskega psa, ko je bila majhna. Ja, obratno. Kaj? Dedek je pojedel morskega psa? Ne, dedek je, morski pes je pojedel. Dedek je pojedel. Ja, in ona to razlaga sinu, ne, Fina, in pol on kaj tako reče, skoraj da v kamero že obrne kao, now I hate sharks too, veš, ko da je že to bilo, ko da si še to nuco zraven Sharknado dodatno, da jih še sovražiš pa nekaj. Sam pa je zanimiv, ka pač Nova, to je ta karakter, Nova kelnerca. Ona ima ful močen plot pol naprej, ker v dvojki je ni, pa pride, mislim, da v trojki spet nazaj, pa v ta zadnjih dveh. Samo, a ne, njo poje morski pes, ko pade s helikopterja? Ja, ampak jo poje celo. On jo reši, ravno z motorko, prvič jo reši. Ja, točno, ja, sej res, to viš, to sem pa zgrešil. Videl sem samo, kak jo, ne, ona morski pes jo ugrizne, ona pade, ga ustreli neki, pade dol, pa glif tistem zelo pripravljenem trenutku še en pride, pa čopne. Ja, ona cela mu pade v njega, tako. How convenient. Če v Tetrisu se ne tako dobro sestavlja. The Great Whites are really great. Sem pa pogledal The Shallows in je v bistvu zelo dober film. Niti ni B, produkcija The Best. In to je The Revenant, ampak zgolj bear scena na plaži. Tunak, bajba, ka se zatakne na... Okay. In je fucking dober. Ne morem ga, mislim, tako, če zdaj, koliko sem poslušal, pa to nobeno teh filmov in ne drži za štango, mislim. Ne, tisto je ful je vredo tempiran. Ona zelo dobro igra Blake Lively, ker mi je bilo takrat še tako, moram, kaj je že bila ona, neki tej je igrala Little Liars, ali kaj že, neki tej najstniški zadevi, in pol je bila to ena njenih prvih vlog, ki ni bila čist najstniška in je bilo super. Veš, tak imaš idejo, punca bo tam v bikiniju gor, na skali in morski pes okrog plava, ampak je ful bolj što narejeno. Ne, že sama premisa je, ona gre v Mehiko, da malo procesira travmo, ki je mami umrla, fotor ne razume, zakaj je študij medicine pustila in ona, ker si mogoče glih po telefonskem klicu, to moramo meniti, da je zelo dobro posneto kot telefonski klice, ki je ala Sherlock Holmes, BBC-ev, so kadri zraven, mislim tako zelo obrihno, inteligentno, contemporary narejeno, no skratka ona pade ful v globoko misel in malo predaleč od surfa pride do nekega feeding grounda, kjer je ta morski pes in jo na nišani, da se tako izrazim, in pol ima ta borbo na življenje ali smrt, na tisti bogi skalci, nek timer imaš, plima pride, plima gre, nekega galeba ima, ki ima krilo izpahnjeno in ima v bistvu enega sogovornika, drugače bi bil res boring film, ker bi samo na glas govorila celce, tako se pa lahko vse z galebom pogovarja, ga celo reši. Ga da na takšen majhen štikl tega surfa, veš, da little buddy, ti se vzaj rešil 5-5, na koncu ga celo vidimo, je pomežikne nekaj tak šit. Ampak suspense je tam, vzamejo si čas, ni ono nek flashy shit, efekti so zadržani, zelo, če bi zdaj tako rekel, in se strinjam z eno recenzijo, če iščeš naslednika Jaws, to je zelo lep
lep naslednik. No. Na koncu se reši, da skoči na neko bojo, on morski pa se čist blazen, skača po oni boji in ona komaj da preživi tako, da se zagrabi za zadnjo ketno, ki drži to bojo in potegne ta ketna, na kateri je sidro, v globino, morski pes pa za njo, hlasta in ona tik pred koncem nekako odplava, preden trči v dno, odplava stran in se ta morski pes napiči na neke špice od tega sidra in je kar proper kill. Pol pa še happy end s fotrom in sestro na plaži in ona je zaključila študij in tako. Surfajo. Ne, sej, tale režiser je dosti dober, naredil je Orphan, grozljivko pa pol je naredil še en kup filmov od teh z Liamom Neesonom, pa zdaj ima letos Jungle Cruise, ki pa bo dost komedija z Dwaynom pa Emily Blunt, ja. Tako da v redu je ta. Tega res priporočam. Mislim tudi ena par likov je noter, ki so čisto obstranski, pa so za dieto, no, morskega psa. Ampak na začetku je v bistvu en Mehičan, ki v bistvu kao zelo dobro disa Američane, ne, pa jo na koncu reši, je v bistvu good guy, tako, mislim, ima ene pozitivne message noter. Pa on, ko je proba oropati. Ja, tista Alkič, ki proba neki, tak, mislim, zelo dobro narejeno, res ga priporočam. Tako da, sicer meni je vse to cringe, zato ker pač meni je Jaws trajne posledice pustil že od otroštva, ampak, I guess, če sem se mogel skozi kjer prigurati, je bil ta dober naslov, evo. Malo si švinglal, ampak ne ti dva. Oprosti, lej. Nisem švinglal, samo, veš kaj sem pogledal sem naše naslove, pa sem skušal ta slabega pogledati, pa sem pač obupal. Pol sem pa švinglal ravno toliko, da sem rekel, ok, kaj je najboljši shark movie? Če ne štejem Jaws, ne? Ja, pa še on je kar verjel z Samom Jacksonom, ko ga prirejo. Ice Cube, menda? Viš, tisto sploh nisem gledal. Deep Water. Jaz se ga ne spomnim več prav dobro, ampak je kar fan. Deep Sea, mogoče. Nekaj takega, Deep Blue. Deep Blue, ja. LL Cool J pa to. LL Cool J, ne Ice Cube. Ja, ti si klasičen, mislim klasičen. 90s movie. Shark movie. Sprem, tu imam manjko. No, jaz sem jih pogledal ene par. Tako bom malo še povedal. Mislim, tako, če hočete res gledati nekaj, kar je ful slabo, ampak res ful slabo in ker se očitno ne zaveda, da je slabo, je Avalanche Sharks, to je z 2014, posnel ga je Scott Wheeler, režiral, no, ki je drugače režiral tudi film Attack of the Killer Donuts, tako da si lahko predstavljate približno. Ja, skratka, gre za nekdo iz nekega razloga vznemiri indijansko pokopališče, pač nekdo strelja z nekimi strelki in pač zadane indijansko pokopališče in podre neke križe. In tam Križe. Pač, križe so. In tam je, skratka, gre za nekega zlobnega duha, ki se imenuje Skokom, whatever. In skratka, ravno v tistem cajtu imajo se dogaja neko snowboard prvenstvo, kvazi sprint break, fulje, blondink z velikimi joški tam. To je torej na snegu. Na snegu, ja, to je na snegu, ja. Fulje pač skratka nekih teh blondink z velikimi joški, fulje nekih snowboarderjev, ki jim ustane, ko vidijo trakove, ki jim prepovedujejo pač bordanje naprej. Pač on ga vpraša, pač to je tak klasičen citat, a tebi tudi ustane, ko vidiš tak trak, pa greš ta dalje, pa pač bordata dalje. Jaz sem mislil, da si govoril v metaforah. Ne, čist tako. Torej hard on. Ja, hard on. Do you get a hard on when you see, ne vem, this kind of whatever. Ja, in pač ne morem poudariti še enkrat joškate blondinke, skratka, ki so pač, to so ljudje, ki so na snegu, ampak so skozi napol slečeni. In očitno ne. In tam imaš pač enega šerifa, imaš enega pač tega pokvarjenega lastnika smučišča, ki bi seveda rad turiste in noče, da pride stvar ven. No, skratka, in tam je ena morska biologinja na tem gori, ker se sicer izkaže pol, da so njene starše pobili, ti duhovi, ja, in tudi so neki duhovi morskih psov, ki pač jejo te ljudi in par je teh nekih plastičnih stvari, drugače pa tako res, pač šalsne in sem špricne kri in ga ni, pač no. Kak? Ja? So prišli morski psi, ja, sem to.
Neka fora je, da jih je z nekega jezera, pa so nek indijanski vrač jih je najprej priklical na te belce, ker je že bilo enkrat nekih, ne vem zakaj, nihče ne ve zakaj, ampak morski psi so, pa dokler ne veš, da so duhovi, ker pač CGI za nič, pač jaz nisem vedel, da so duhovi do neke točke, ti je pač ful čudno, ker tako plavajo po 5 cm snegu. Zato, ker ona pač reče, pač kao, ja, to so posebni morski psi, ki znajo plavati v snegu, ampak ta sneg je pač tako 5 cm. Pač, in pač ti vidiš pa sem plavut. Sem plavut. Ja, skratka. They swam through the snow like other sharks swim through water and they love people meat. To je skratka tak bazični rip-off Tremorsov je, v resnici, na nek način. Potem sem pogledal Shark Lake iz 2015, kjer ga Dolph Lundgren. Kar je fino v tem filmu je, da se stepe z enim morskim psom, pač tako dobesedno zgrabi ga in se pač ravsa ta rokoborba. Mislim, ker v Sharknadu, kjeremkoli se tudi tepe z morskim psom, tam se nazaj drži. Se mi pa zdi, da Finn eksponentno dobiva superhuman strength, ker at some point enega zagrab za rep, pa ga fukne nekam, pa eksplodira. Drugač so zelo, mislim, da zdi, da je tudi boks, ne pa gre stran. Drugač so zelo konsistentni s tem, da pač so morski psi v Sharknado easily dissectable with a chainsaw, ko sam nastavaš, pa se on... Ja. No, tle pač enega vbije nekdo tako, da mrežo za lovljenje rib zlomi, pač z lahkoto na pol, pač plastične, in ga tepe z njo. In pol on na neki točki pač morsi pa se umre od tega, od udarcev. Ampak pol ga da drug poje tega, ti pa tako, da mu nič ni pomaga. V Sharknado se mi zdi jih ful velikrat v oči boksnejo, kar je tako, it's a thing. Neki so prebrali z Wikipedije. Ja, to sem tudi v The Shallows, ona pride do te neke, kako se že reče, svetlobne pištole, z flare gun, ki ga nacila v oko in to ide 5 minut. Ja, ni tako, mislim, zdaj, so tu vsi Shark... Ja, nos. Tam so bolj občutljivi, ja. Ampak čeprav sem jaz to slišal, da je to laž. Ja, well. Ker to je pri naših domačih psih, pač psi pa mačke, mislim, psi imajo... Oni imajo tle dost teh živcev, nekih nevronov, ja. Tako da... Mislim, then again, mi nimamo nič v nosu, pa če te jaz počem zdaj v nos, ti nav fajn. Tako da se zdi, da noben nima rad. Mogoče res, ja, no, tako. Da se ga tup. Skratka, je pa ta Shark Lake tako velike 200 kvadratnih mil, to pove na neki točki, ampak vsakeč, ko kdo pade vodo, je morski pes tam. Aha. Pač oziroma trije so, pa se izkaže, da so trije. Zato je Shark Lake, pač, ne, ker ga že bil, ne vem. Lake of one shark. Ja, pa itak, noč pa pride pa v jezero, tako ker Dolph Lundgren preprodaja eksotične živali in ga na neki točki lovijo, pol ona, ta glavna junakinja, Darwinova nočna mora. posvoji njegovo hčerko in ne vem, tak, je še malo te drame, no? Čak. Kaj? A je sladkovoden? Ne, tle je nek morski pes, ki se lahko privadi na to sladkovodo. To tudi razloži en tip, ki googla. On razloži nekje na začetku, da je sicer morski biolog, ampak da je vse o morskih psih pogooglal, da bi impresioniral to glavno junakinjo. Pač morski psi ga na koncu pojejo, tako da ne more biti z njim. Je pa tam Dolph, ki zgleda kar... Kar kul, ne? Ja, resno, to ni kar tako. To z jezerom je še in ista varianta je še v filmu Shark Night 3D, ki sem ga gledal v 3D v kinu. Še to bilo thing, kjer tudi je to in potem tisti film je tak, je ok, je recimo da B-film z solidnim budžetom, še vedno B-film, pol v zadnji sceni, ko pa že greš ven z kina, pa si misliš, kaj sem to gledal, pa si totalno odkupi, zato ker zasedba odrepa komad o tem, kaj se je dogajalo v filmu in je hilarious. Ja. Okay. Tako da to mislim, da je nekaj, kar bi več B-filmov morali. Ja, mogoče bi še to rabili. Jaz sem pogledal 2 filma iz, ne vem kako naj to pojenujem, iz franšize No-Headed Shark Attack. Pač prvi je Two-Headed Shark Attack. Prvi pa so stopnjevali. Ja, jaz sem pa pogledal še zadnjega, ki je z 2018, pa je Six-Headed Shark Attack, skratka, 2-glavi in 6-glavi morski pes. V prvem je igra Carmen Electra, ampak edino njenih jošk ne vidiš, vidiš pa večino vse ostale, kar se mi zdel tako super suspense, tako super twist.
A da skozi gledaš film, da boš vendarle videl. Ja, pa joške. vidiš vse, ne, ker tam se slačijo se vsi, pa vse, ker so neki college študentje, ker so na nekem križarjenju. In pol nasedajo, pač ladja se pokvari in nasedajo na nekem atolu, ampak ful veliko časa preživijo iz nekega razloga vodi. Ok, tisti atol se sicer pogreza počasi v vodo, ampak še vedno je ful dovolj kopnega, da bi lahko na njem bili, pa počakali in rešili vodo, ko bi bilo treba, ampak ne, oni grejo ene 5krat vodo vmes in jih pač ta morski pes z 2 glavama pač poje. In pazi to, super ugotovitev ene izmed likov noter je, 2 glavi ima, to pomeni 2krat več zob. Wow. Skratka, ta je še kar tako. Mogoče kakšen kilo pravičijo, da ima 2 glavi. Ja, več včasih je tako raztrga na pol, pa z obema glavama prime eno noge, eno zgornji trup in pol tako pretrga jih. Ampak to je tako CGI-asto in tako res računalniško, da ni. Je pa boljši zadnji. Tega pa priporočam, 6 glavi Shark Attack. Tle noter imamo pa dramo, tip, ki je posnel, režiral Mark Atkins, ki je med drugim posnel Sand Sharks, ki je kao prequel Avalanche Sharksov, pa Planet of the Sharks, pa Empire of the Sharks. No, ta je pa Six-Headed Shark Attack in ima like, ki se razvijajo in so tudi zanimivi, ne boste verjeli, pač dogaja se pa na nekem kampu za pare, kjer en tip pač uči, kako skupaj. Pač na pol je kamp, na pol je nek team building, pač neko oviro ima in pol jim pojasni, da morata oba para iti istočasno gor in da se edino tako ne bo zrušilo in da to simbolizira, kako morajo sodelovati. Ti ljudje si zaslužijo. Ja, ampak tam noter naredi napako, ker to demonstrira z punco od enega tipa, ki je ful ljubosumen. In pol ta tip na neki točki hoče namest šarka njega ustreliti. In je pač ta, skratka je nek razvoj in je kar zanimivo. Je pa ta pač morski pes res tako neki najbolj hecnega, pač 6 glav ima. In to je pač skratka zgleda, kot morska zvezda, pač posod okrog so glave. Ok. Kaj pa plavut potem? Ima plavut. Zgornja, kaj pa zadnja? Ne vem, ne vidi se čisto v redu. Jaz mislim, da ima samo glave, pa mogoče ima zadnjo plavut. Je pa nek produkt nekih eksperimentov in mu glave nazaj zrastejo. Skratka. Še to? Ja, ampak to ni vse. Ta morski pes lahko pride na kopno, ker hodi z glavami. Pač dve po 2 glavi na obeh straneh uporablja kot noge in hodi. In pač pride za njimi tako kot rak in jih pač enega poje. Plus to, ne samo to, lahko naredi vrtinec, ki posrka čovn in potem poječ ljudi. In pa zadnja stvar se mi pa zdela najbolj fascinantna in dokazuje, da je evolucija ena bijač. Odgrizne si glavo in jo fukne v ostro strelca, da ga pač ubije tako. Ja, ful je brihten. Ampak na koncu ga ubijajo z bombo in tle celo ni to kljošk. No? Ampak potem sem še pogledal Sky Sharks. To je pa skratka na Antarktiki najdejo, na Arktiki mislim, na Antarktiki, skratka najdejo izkopajo neko, oziroma spet globalno segrevanje, se pač pride na plan neka podmornica / vesoljska ladja, whatever, in notri so seveda naci zombiji, ki jahajo leteče morske pse in pol skoraj že zavzamejo svet, dokler nek ta znanstvenik, ki je bil zraven, ko so izumili naci zombije in leteče morske pse, ne angažira svojega borca iz Vietnama, zombija, pa ga pošle nad njih in jih on skratka pobije. Tle noter pa imaš vse, pa skratka, to je skratka zombi naci, leteči morski psi, pa ful jošk spet. No, skratka. To je pa film, ki res izkoristi vsako sceno, da so joške noter. Ja. In pa najboljša scena v filmu je, z enega morskega letečega psa na drugega, pač na drugi strani, vsake na eni strani letala in pol prepiči skozi z neko, pač ko neko, ne vem, harpuno, harpuno, ta se priklopi na drugega morskega psa in pol zabremzata vsak na svoji strani in pol na tem harpuno se seveda je gor neka bodeča žica in to gre skozi in jim tako glave seka, roke seka, gorne možgane seka. Skratka, tam je še bil še kar zanimiv, pa fulma, mislim, da ima vseeno malo tega samo ironije in tako noter. Igra pa drugač noter Thomas Morris, ki je igral v Schindlerjem seznamu, med drugim ubogi revež. Pač skratka, no in pol jih ustavijo in je vse spet v redu in tako.
Ja, je pa pač tako, bazirana je pa tako kot nek James Bond, no, skratka so neka tajna organizacija, ki pač bdi nad tem in jih je točno strah tega, da se bo zgodilo. Predvsem pa sem tu zvedel, da so pač res morski psi pač pošasti, ubijalske pošasti in da samo 6 morskimi psi oni lahko zavzamejo cel svet. Ker v Sharknadu se pa tako obnašajo, kot da je na svetu milijone psov, kot da niso ogrožena živalska vrsta, tako kot vse ostalo. Ja. To je malo žal, mogoče malo ta... Ja. A kjer film, poznate kjer film, ki bi sploh spregovoril o tem, da je to v bistvu res ena velika napihnjena fobija? Ne. V vseh teh filmih res prikazuje in govorijo o njih, kot da so oni ubijalski stvori, ki z lahkoto, ne vem kaj, tudi inteligentni. Pa v enem, mislim, da se v Two-Headed Shark Attack pojavi vprašanje, a so oni zlobni. Ker mu je ena v očeh videla zlobno iskrico, medtem ko je pojedel enega. Vse to je že Jaws, mislim, da 3 akteri imel problem, this time it's personal, tak morski pes bo zasledoval človeka na v drugi ocean, because it's personal. Mislim, ne vem, v Sharknadu nimam občutek, da je to sploh tema, sploh nimam občutek, da je per se problem, da so sharks noter, pač problem je to, ker je stvar, pika. Sploh, a veš, ni tudi tako, ker recimo v Ghost Shark, ki sem tudi gledala, ima morski pes nek backstory, pač so ga ubili in potem gre umret v tja jamo, da potem se prerodi kot ghost in potem ima maščevanje. Se pravi, gre prav namerno. Ja, Ghost Shark Sharknado nima nobenega nekega tako, the sharks are out to get us, ker mečete smeti v morje. Ja, bolj je neki force majeure varianta. Ja, pač kao, this is the thing that happens, se je zgodila že v preteklosti, tle imamo zdaj ta nek trikotnik, ki nam pomaga in to je to. No, vse to je v tem Shark Night 3D, tam je minimalno tega, pa v Meg je tudi seveda zraven, te na dnu morja moramo pustiti na miru. Ja. Razen, če imamo Jasona Stathama. Ja, letrci, ki bolj prefukajo se, ja. Mislim, bom dal v zapiske en National Geographic članek, odkot pač po njihovem izvira to, po en YouTube video sem pogledal tudi od National Geographica, mislim, se dosti navezuje drug na drugega, ker nekako do konca 19. stoletja to sploh ni stvar. Pač je neka fama mornarjev in tiste vse ilustracije, ki jih oni rišajo v zemljevidke noter pa tako naprej. Z porastom prostega časa, kapitalizem, prosti čas, pa sindikati, bla bla, in seveda obiskom plaž se začnejo neke te fame nabijati in je celo noter v tem članku je napisano, v 1910 je en ameriški senator ali entrepreneur celo dal razpisal nagrado, prosim, dokažite mi Shark Attack, v zadnjih 50 letih dam $500 za kuj, kar je v današnjem denarju nekaj $12,000, kar spodoben cash, ni bilo nič. Vse do, mislim, da potem druge svetovne vojne, ta USS Indianapolis, ki so jih popapcali v morju, pa v New Jerseyju enkrat potem v 60-ih in seveda Jaws. Ja, valjda. Ja, in takrat se je vse skupaj začelo. Pol pa pridemo do našega titule, ker to me zanima, če kdo od vas sploh te gledal. Jaz nikoli ne, Shark Week, ki je pa sicer tale Discovery Channel izum za boostanje ratingov. Ja. Mislim, jaz sem zelo malo gledala, ampak kakor sem ene partij videla, je v bistvu jih tegajo, pač tacga ne delajo. Pač tegajo jih zato, da jih lahko trekajo. Saj tako sem jaz videla, če sem videla ta prava stvar. Ne, ampak se Shark Week imaš ti dokumentarce. Ne, to so pač v enem tednu imajo vse, kar so posneli in uspeli kupiti o morskih psih. No, jaz sem videla, ene so full to nature conservatism, pa ene so pa delamo juhce. Ene so pa, tu zdaj kaplje krvi in tem. Plus tam v Indiji nekje so v, ne vem, pol metra vode lahko plavajo in jih je full. Noben ne gre tja blizu, obvisli, ampak it's dangerous. Mislim, se tudi krokodili te pojejo, če greš poleg. Ja, mislim, vsak predator te poje, če ga greš bozerirati, ne? Bolj ljudje hodimo bozerirati te stvari, bolj nas jejo. Ker je pa tudi to, ne? Mislim, samo en info dam še tle stisno. Globalno imaš poprečju 6 smrti letno. Od morskih psov. Krave. Ja, več, 20. Ja.
muhe, čebele, samo stopnjuješ, je v tisočih. Psi, 20 tožnih smrti letno. Ja. Se zanima, kako krave ubijajo ljudi, razen pač holesterol. Ne vem še, mogoče z lepimi učki, pa te poje. Po moje kupito. Ali pa Udarc. squeezy Ali pa, ne vem, moment. z mlekom, I guess. A veš, seveda. lactose intolerant. Stisnete lahko, ne? Če si ti v hlevu nepreviden, pa se krava nasloni na te, to je pač... Ja. Ka pač Tona. Dvomam, da te zapič z Ne, to ne, to Ker se mi zdi, da mislim, to je to sam ni. za tako neki kao Pa fake. kaunejdo, veš. Ja, kao nejdo. Sej, lej, vmes je, ko je orkan v Kanzasu, potem poje skupaj z šarki še krave in so pa tudi kravice not. Ja, tako da, pol dobiš že mleto meso. Ja, pol že imajo, več ni Sharknado, pol je že pol- everything nado. Ja, pol je kao sharknado. Čau. Kao sharknado. Well, yeah. Vse nejdo. Ja. Ja, skratka, jaz mislim, da smo vas vseeno mogoče nadušili, za ker jaz res ne vem, če ne bom pogledal Sharknado, no. Še naprej. Ja, mene je tudi malo kupla za zadnjima dvema, bolj kot ta res tak crazy že, da wow. Jaz mislim, da bo to, če bom gledal Fast and Furious, bom po moje tudi to. Ja, nekako. Ne, veš, pač, to si vidi tako, jaz sem na Twitterju, pa na Instagramu, pa četam, pa nekaj delam, tako da ampak pol je to tako, že spet bom zdaj ta oseba, kabor porničih, kad tako gledaš, pa smišljaš, boring, bom zdaj malo naprej proskrolal, what the fuck is happening, nekaj sem zamudila, v bistvu nič ugotoviš, ki je bil hardcut, isto je tako v teh filmih, tako nekaj prčkaš gledaš, stvari se dogajajo, the fuck happened, daš malo nazaj, v bistvu nič, sam to je bilo res, stvari se zgodijo, ker nima smisla. Drugače, sem hotel reči, edino še v Shark Lakeu imaš mal te zgodbe, ravno tega, nek sicer BBC-jev novinar pride, ki je kao lovec na morske pse, in je pač se seveda izkaže, da je pač ves fake, ne? Da pač dela senzacijo tam, kjer je ni, in da uni ženski govori, da ne reče, da jo je strah, ampak da je zdaj on pršel in da bo on zdaj vse rešil. In seveda ga pojejo ob prvi priliki, ne? Tam se izveda, jih je več kot eden, no. Zato, ker on enega zasleduje, pa pride drug od zad, pa ga sam papca, tako da. So, a še kaj, kakšne knjige o morskih psih? Ne da bi jaz vedel, oziroma Roman je, ne, Jaws, Ja, to je, 74, ki je bil bestseller. Jaws je po romanu, ja. Jaz sem dva špila v spominu, en je arkadni James Bond, kar fucked up zadeva, pa v James Bondu je tudi pa malo morje morskih psov, ki nekaj papcajo, pa Tomb Raider. Ja, ena parkrat se je mogla Lara tepst v špilih, no, ja, to se spomnim. Ja, seveda. Lej, joški morski psi, I think it goes together, ne vem zakaj, ampak pač, ja. Ja, pač, ja, tle je pač ta eksploatacija zaradi tega, neki so bikini, kljub temu, da grejo smučat, no. Pač tam so ene 3 ženske skozi mislim, da so tako od prvih 5 minut grejo v pač ta jacuzzi in potem so noter cel film. V resnici pač, to bolj manj. Ja. Mislim, hvala, ne vem, zakaj pol greš na smučanje, ampak pustimo malenkosti, no. Ni pa noter skoraj nobenega plazu, no, to pa je kar nekaj. Čeprav je Avalanche Shark. Čeprav bi bilo ful noro, ko imaš pa Avalanche, pa ga daš noter. Ja, jaz bi tudi mislil, ampak nekaj vmes pač, tle so pač res videli, da nimajo budžeta. Je lahko izkoristili. Avalanche, Sharki so not, ampak nekdo preživi, ampak je zakopan pa lahko rev skozi tunel, kjer je Shark naredil neki vse reši. To je tu manj za nje. Ja, ko bi bilo treba narediti Avalanche, which is dangerous. V končni fazi to so, glede na to, ko enkrat ugotoviš, da so to duhovi morskih psov, ni jasno, zakaj ne more skozi vrata. A to nek magic polka. Ja, po snegu. Enako je meni v Sharknado, v prvem je ful zabavno, ker tako na ulici ni nič, skoraj dežja, hiša je pa polna vode. Ja, zato ker pač... Ne, se tudi, če si pozoren, kak je kamera pa fotografija v Sharknado, to je nek sunny beach Los Angeles, ampak ne vihta cel čas. Ja. Ampak vse pa filter so dali gor, razimo malo. Lej, treba se znati. Take stvari so meni najbolj zabavno, mi je še vedno v Blade filmu, ki je stokaj ta prvi, ne? Grejo enega od vampirjev ubijajo, tako da ga izpostavijo sončnemu vzhodu in ga peljajo na plažo v Los Angelesu.
kjer sonce zahaja v morje. Ja. Ampak, lej, Ja. for all intents, Sončna svetloba pa Whatever. vampiri, ne gre se tudi luna, veš, polna luna, to je če kakšen Ja. stripa, veš, kao, jaz sem zunaj, polna luna, ja, ti veš, da to odbija sončna svetloba. Čeprav, at some point se spomnim, da v Bladeu smo prišli že do tega, da če daš faktor 50 na debel gor, je tudi ok. A ja? Ja. Ja. Lej, v Buffy vedno hodijo z nekimi plašči, Spike Ja, hodi, Spike hodi s Ja. plaščem, ja, to je res. ali pa ima Marelo ali pa nekaj, tako da I ni to mean- tok. Twilight. Odvisno, so, kaj. whatever. They sparkle. Ja. Skratka, no, jaz upam, da smo vas nadušili. Mito, imaš ti kaj za Star Trek kotiček Ne, z morskimi psi? ne. Ni Takega- morskih psov. Ni morskih psov, edino je, kar je insignia Makotov v Star Trek Enterpriseu, oni so v bistvu vojaški odred, Aha, in imajo morske pse. imajo insignijo gor, zato ker to je early Starfleet, ki imajo neko jebo in Starfleet se ne zna vojaško bolj ali manj militantno odzvati na neke grožnje in pokličajo vojsko na pomoč, ki imajo to insignijo na svojih uniformah. Ni nekih hudih morskih zadev, ali vsaj da bi bila taka neka žival, ki bi jih ogrožala, pa Star Trek ni toliko treši. Ja, hoteli smo, preden gremo na kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo, še povedati ene stvari, ki jih lahko med tem poletjem, ko nas ne bo, oziroma se bomo javili samo dvakrat, glej ga zlomka, povedati ene par filmov, ki pridejo v teh mesecih dveh zunaj, in sicer julija, to so zdaj podatki slovenskih kinocentrov, zato vam tukaj povem natančne lahko premiere. Slovenske premiere zaenkrat so napovedanje, skratka, očiščenje zavedno, to je Purge Forever, kdo ne prepozna. Forever Purge. Forever Purge. Pride 1.7., to je zdaj, v četrtek. Potem je priklicano zlo 3, kriv je Satan, to se mi zdi tako, da bi mi prevedli. Ja, je Ne, tudi, ne. Meni manjka samo še na slovenskem. Ni, meni je ta prevod je dost nazaj. The devil made me do it, je izvornik, ne, tak. Ja, no. Satan me je. No, Ja. Silo. Satan je bil, bi jaz rekel. Ja. Skratka, to je tudi v četrtek zunaj, tudi 7. dan je. Prvo je tako, da imate eno tako horror dan, si lahko pripravite v četrtek. Če ne bo že ne bo tako vroče, tako da bo horror dan bo super. Po čem je seveda Črna vdova, pride 8. julija, Soba pobega 2, 15. julija, Križarjenje skozi džunglo, kar Ki je smo ga prej Igor omenili. tako omenil, 29. julija, avgusta pride Nihče, 5. Nihče ne pride. Kdo prije 5.. avgusta? Nihče. Glavni junak pride 12.8., to je The Free Guy, ne? Povej še, kdo igra, ne? Mislim. Nihče ne ve, kdo igra. Ryan Pejte Reynolds gledati. Seveda, Ryan igra, to morate iti gledati, skratka 12.8. si kar rezervirate, in pa Cukermož prihaja 26.8., to pa je naš prevod, ne boste ga Ja. našli pod Cukermož, mislim, da je. Candyman. Candyman. Prav, Ja, Candyman slovenski. je sam. Ne, Candyman je ni prevod. Zakaj pa ne bi bil prvoš? Ne, Cukermož. Cukermož. Pa bi v Cukermož. redu, ampak zih ne bi bil uraden prevod Cukermož, Ne, ampak neki bi bil na slovenskem. Sladkarij. Ja, Na slovenski. Cukermož na slovenskem. Ja. ja, trsni sladkor. Ja. Stvari, za katere še zdaj zaenkrat nimamo slovenskih premier, pa pridejo julija in augusta, so Werewolves Within, Volkodlaki med nami, 2. julija, Space Jam, A New Legacy, Vesoljski jam, nova zapuščina, 16. Old Star, nov film od Shyamalana, 23. To mislim, da septembra, Aha, šele. začetku septembra ali pa konca avgusta. Aha, pripravljam, ok. ja. Potem so Kačje oči, G.I. Joe, Izvor, to je Aha. najbolj daljši naslov ever, 23. julija, Zeleni vitez, 30. julija, To po mojem To pride hude. k nam na life. to je zelo možno. je. Ja. Avgusta je odred odpisanih, ni 2, ker je pač samo odred odpisanih. 6. avgusta, skratka še en film, ki se ga zelo veselim, Ne dihaj 2, 13. avgusta in pa Spominjanje 20. Kaj pa avgusta. je to? To je z, kaj že igralec, Wolverinom. Hugh Jackman. Ja, Ja, neka bajta. neki Prizor. mrtva žena, on odkrije nek način, kako stopiti svoje spomine. Ja, Nekaj tako. ja. Skratka, ja. Če bo to sploh imelo premiero, Maja zdihuje, se pravi, super film je, Ja. trash, pejte gledati. Kup serij pride ven žanrskih, julija Resident Evil Infinite Darkness pride na Netflix, to je risanka, The Beast Must Die 12. julija, AMC,
Miracle Workers, 3. sezona, 13. julija, American Horror Stories, to je spin-off American Horror Story, 15. julija, Masters of the Universe Revelation in Sky Rojo, pridete 23. Ted Lasso, 2. sezona, 23. avgusta prihajajo Reservation Dogs, to je serija Taike Waitija, in pa Star Trek Lower Decks, 2. sezona, 12. augusta, Brooklyn Nine-Nine, zadnja sezona, prihaja 12. Nine Perfect Strangers, Nicole Kidman, 18. augusta, The Walking Dead, zadnja sezona, Tega še ni konca. 12. augusta, in pa American Horror Story Double Feature, 25. augusta. Še enkrat pozivamo tudi, da greste 11. julija na referendum proti vladni noveli zakona o vodah. Če še niste, poslušajte našo prejšnjo 97. epizodo, kjer vam z gostjo Alenko Kreč-Bricelj v začetku razložimo vse o tem, zakaj je referendum in glas proti pomemben. Potem pa v nadaljevanju natrosimo tudi kar nekaj idej za družinski ogled filmov, ki lahko prepričajo vaše sorodnike in prijatelje, da se tudi sami udeležijo referenduma. Vsak glas šteje, čeprav bi morali naši 4 izvežbani podcasterski šarmantni glasovi po mojem mnenju šteti več, ampak štejejo isto kot vaši, tako da pojdite na referendum, jebem vas. In smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo, in prva je Maja. Kaj si še poleg tega Morskih psov žanrskega videla v zadnjih? Prva točka je Loki. Si pogledala vse 3? Ja. Kako so ti? Ja, meni je bil prvi še všeč. Prvi je bil še ok. Čakam na neki pa... Tako si ti rekel, veš, prvi je kao full obljubla, pa tako Marvel formula. Mislim, I don't care. Mislim, tako pač zdaj, da je ta Loki ona tako, I don't care. Kako? To je feminizem, Lady Loki. Ne, jaz mislim, da Lady Loki ni Lady Loki, jaz mislim, da je Lady Loki njegova mama in čakam na reveal, bom gledal samo zato, da vidim, če imam prav. Jaz pa sem pač, meni pa ta cel ta plotline z Owenom Wilsonom tako res, I don't care. Pač ko, whatever. Jaz sicer mislim, da bo boljš, ko bo Owen Wilson zloben. Res? Mislim, neki je na teh Time Lord ljudih. Ti Time Lord itak ne obstajajo, to je pač, to je mislim, da natek. Zdaj pa, jaz sem bral, zdaj vsi, ki hočete brez kvarnikov, si zatisnite ušesa, ampak jaz sem poslušal oziroma gledal, da je v resnici zadaj, za temi Time Lordi, whatever, je še en Loki. In da je v resnici on pobija Lokije. In da je poanta to, ne to, da Una pobija kaj so že, Minutemene, ampak v resnici oni njo lovijo zaradi tega, ker je Loki. Ker je ta Loki hoče pobiti vse ostale Lokije, da bo edini. Torej, to je v bistvu Jet Li, The One... Ja. Ne, to je Highlander. Ja, ker je to tudi plot stripov. To je tudi plot enih stripov in tle, bodi si, da je Loki, bodi si, da je ta novi evil, ki ga bomo zdaj v tem novem gledali, ki sem pa pozabil, kako se že imenuje. Kratos. Ne, pač neki tam. Nekaj takega je, imaš prav. Ok, Lokija. Potem gledam Lizzie's Story. To pa je King. Stephen Kinga. Jaz imam soft spot za Stephen Kinga, tako da mi je super. Nisem še daleč prišla, tako da to. Pogledala sem ta zadnjo sezono Handmaid's Tale, mislim, da je končno konc. On je čist, čakaj. Bodmo zadržani. On je full za debato, hoče debato. Ja, mene zanima, kaj si misliš. Meni full ni bilo všeč ta zadnja sezona, at all. I found it boring. Ta zadnje 5 minut mi je bilo pol na končno všeč, ker pač se vem, da revenge fantasy kao niso zaželjeni, pa to, ampak I don't give a fuck. To. The best. Ja, zihar sem pol še kaj tazga pogledala, ampak Pose, ta zadnjo 3. sezono Pose, ko je v redu, ampak ne toliko dobra. Samo hitro skok nazaj na Handmaid's Tale. Ker meni se zdi boljša od prejšnje, ker je vse nekak povratek nazaj k osnovnemu konfliktu, kljub temu nanize nek napredek. Ker meni se zdi, da polovico sezone je stran vržene, ker je, a veš, ta prehod. Pa se je sploh dogajalo v prejšnji noč, se to ne. Pač tista organizacija odporniškega gibanja, ki v bistvu ni bilo gibanje. Ja, mislim. Pa rešitev dece.
Kokar se ne ukvarja z osnovnim konfliktom, nadaljevanka, to se pravi, how to fuck Gilead up je zgubljen point, pa ta mož njen lahko odjebe, čisto gladko ga pač lahko stran vržejo, ker pač sploh ne vem kaj, ne vem kako je bil kot karakter zastavljen, a bi ga mogli imeti radi v narekovaju, ga bi mogli sovražiti, ker je pač nešto između in je pač kar neki, tako da upam, da je zdaj to bila zadnja sezona, pa da smo pa... Ne! I don't care! Vem. Oh, for fuck's sake, Veš kaj, meni je samo zanimivo, da so se tako zabarikadirali za eno ulico, da ni nič drugega, samo še nasilje, ampak ne tisto neko, da bi rekel, to bo zdaj bitka, ne vem, epskih razsežnosti. Zdaj bo pa še Kanada jagala, zato ker so ubili unga, pa tutaj quit. Ja, ker zdaj edino, kar še ostane, je ta revenge porn in to. Okay. Pa dobro, če vse to, a veš. Ampak ona mora iti pol nazaj, pa ženin rešiti, recimo. Ja. Ampak whatever. Zihar sem še kakšne druge stvari pogledala, ki se zdaj ne spomnim, pa mogla sem brati slovenske knjige, kar je bil zanimiv ekskurs v svet slovenske literature. Priporočam, da preberete kakšno slovensko knjigo, ker jih jaz ponovati ne, pa sem jih zdaj mogla. Zakaj si pa jih mogla? Zato, ker me je Beletrina prosila, da se dvakrat pogovarjam z avtoricama v knjigah, pa potem človek mora jih prebrati knjige. Zelo dobro se. Tako da je bilo nice. In so bile dobre? Ja, Rdeča kapica, nova kriminalka od... Irine Svetek? Ja, hvala Irine Svetek, je nice. Pa Pontonski mostovi most od Suzane Tratnik, tudi nice. Tako da Rdečo kapico, pick it up, če imate radi kriminalke. Itak bo serija knjig, tako da get into it. Ja, še zdaj, ko je še na začetku. Da ne boste pol zadaj. Zdaj pa v Demšarju, zdaj pa preberi teh 10 knjig, moj bog. Tako nekak, ja. Okay. Hvala Maja. Igor, ti si tudi gotov kaj pogledal, čeprav nisi nič napisal? Ja, pogledal sem en lušen film, ki je na HBO-ju in sicer imenuje se Black Bear. Črn medved, Aubrey Plaza igra in je weird, ker je tak avtorski koncept, da se nekaj dogaja, pa se nekaj še enkrat zgodi, samo da je vse drugače, da so ti liki malo drugačni in potem gledaš, kak so razmerje med njimi in na koncu je nek smisel, zakaj je vse to povezano in kak. In je lušno, ampak je tak, da prvi pol filma je Aubrey Plaza pa Sarah Geddon pa še en tip in sta ona dva par, pa ona pride zraven, pa so ful nesti drug do drugega in so že kar malo preveč, tak niti več zagledati skoraj, ampak pol je konc tega, pol drugi del pa je kak film snemajo, ker so ti liki pač ene druge vloge imajo, no. Mislim, ti igravci igrajo druge like in je ful bolj zabavno, ker je ful več se dogaja in ne vem, od tega, da ima tajnica režije drisko vmes in vsake toliko mora sem pa tja laufati do pač čustvene manipulacije, ki se grejo, ki je na dost visoki ravni in pač, ko še imaš, ne vem, 15 ljudi okrog sebe, medtem ko se greš čustveno manipulacijo z nekom, pride do zelo weird scen in je cool, zelo dobro. No, ampak tisti prvi pol pa je skoraj treba se malo prebiti skozi, pa Aubrey Plaza je amazing, mislim, da to po mojem njena najboljša vloga, tako da nek showcase tega, da zna aktati in ne samo zgledati kot jezen psihopat. Prikupen psihopat, I guess. Ja, on je ta weird pixie girl. Ja, yes. Ja. No, to sem gledal, pa gledam slovensko serijo Tele novela, ki sem najprej prvi del pogledal, pa si mi je zdela, pa sem še samo dalje gledal. Čak ne, imenuje se Tele. Tele novela, ja. V bistvu je na voljo to zadeva, je pa priredba neke tuje serije, ne vem odkot, kakorkoli. Vodstvo televizije se odloči, da bi radi uničili vrednost TV-ja, zato da bi ga bolj poceni kupili s partnerji iz Bosne. Ampak, in zato najamejo novega direktorja, ki mora biti največji debil, ki ga najdejo, in sreča ta šef, sreča Emeršiča na bencinski postaji, kjer mu luč crkne, pa mora pogledati, če je tank, če je dizel ali unleaded in si pržge vžigalnik. Toliko neumni, ja, ne? No in pol ga najamejo in mu dajo job in on bo začel overseeati novo serijo in potem se stvari stopnjujejo s tem, da pač najema ful nesposobne ljudi, ki imajo illusions of grandeur, ki se klešajo vmes. Ivo Ban igra scenarista, ki je
pač obvisli full star in na papir piše, samo noči tipkati, ne, to njem že pisalni stroj, samo anti, ne. In potem dobijo eno tajnico, da bo pretipkavala njegove scenarije in je full board ona, ne. In ona pa ima sci-fi fanice in pol ona kar sci-fi scene not piše. Zdaj pa scenarist, polko pregleda to, pa misli, pizda, res preveč pije. In pol oni dejansko začnejo snemati telenovelo, kjer so liki z imeni, ne vem, mislim, da je David, pa Tanja 1, pa Tanja 2, ki so potem še v sporednem vesolju in v glavnem vse skupaj je vedno večji clusterfuck, pa eno par igralcev noter je res full hudih, genialnih. Cameo-ti so še noter, ki so zelo lušni, recimo Aleš Valič pride na audicijo za en lik in potem ga disa in jih prefuka, pa je tak Aleš Valič. Vse skupaj pa nosi Emeršič, ne, ki zdaj tu je pa tak, če ti je on too much, pol ti bo vse skup too much, ampak on je vodil neko game show nekoč kot Zmago Batina, tisto je bilo bedno in to zgleda tako, da je on Zmago Batina, če je v redu napisan. In da ne rabi imeti neke glupe maske na obrazu, ampak je lahko res on en glup tip. Poln energije in zanosa. Zdaj si me spomnil na Zmago Batina. Res ni bilo treba tega, Igor. Ok, ali pa če ste ga kdaj gledali v teatru, dostkrat igral te komične vloge. Ja, kak boljš. Ja. Ful je boljš kot tisti njegov prvi film, kjer je, kaj že bil, Blues za Saro, tisti, ki je zelo medlo vse skupaj. Tukaj ni medlo, tu je napolno. No, nisem še prišel čisto do konca, se pa že veselim, da pripravljajo drugo sezono, ker so se pa odločili, da bojo šli en korak naprej in da tale TV postaja se imenuje Prvak TV, v naslednji sezoni pa se bo imenovala Patriot TV. No to, ker sem skozi imela na jeziku komentara, je to dokumentarc o slovenski vladi, ampak očitno v drugi sezoni. V drugi sezoni, prvi sezoni se on pač odloči, da bo samo to telenovelo snemali, pa on bo fuzbal gledal, da vse ostalo informativni program, pa to je pa treba ukiniti. Of course. Nice, lepa. To se sliši čist realno. Ja. Hvala, Igor. Mito, si ti kaj pogledal vmes? Bolj recikliral. Tako da tu bom samo omenil, da sem preigral še enkrat Tomb Raider za PS3 iz 2015, če se ne motim. Drugič, ker sem enkrat že takrat, ko je ven prišel in jaz ne štekam, zakaj so v bistvu tale film z Alicijo tako zajebal, ker je tako pozitivnega štofa tle noter zadelati, ker dejansko je to full dober konkurent Indiana Jonesa in mislim, da smo imeli čisto solidne Angelina Jolie filme, ki so bili ujeli duh svojega časa early 2000s. I guess, enka je bila še ok, ampak veš, meni se zdi, da v bistvu ta špil dost več štofa ponuja, ki bi ga lahko raziskal zraven nekega njene osebne štorije, fotor, pa razmerje z člani posadke, s katerimi je ona brodolomila na tem nekem čudežnem otoku. Tam gor so norci, pa kanibali, pa mišunga različnih ljudi, zraven seveda japonskih duhov in je tak cel mišmaš različnih. Veš, can't be done, to smo zdaj že dvakrat povedali v Batmanu, pa da so mu starši umrli, bomo pa mogli slišati še 10,000krat, pa ne bomo se naveličali. Ja, ampak recimo se Indiana Jones je isti problem. Potem, ko so naredili 3 super filme, so naredili špil Atlantis, ki je bil genialen in potem grejo narediti naslednji film in ne naredijo Fate of Atlantis, ampak naredijo fucking Aliens. Zdi se mi, kot da ne znajo razumeti originalne predloge ali pa da bi se koncentrirali na prave zadeve. Zato, ker pač špilov itak ne jemljajo resno, zares nobena, ker se jim ne da ukvarjati s tem, da bi mogoče nekdo preigral, pa se mal ukvarjal s tem, kako je sestavljen. Ker pač ne vem, če je bila že dobra adaptacija kakšnega špila v film, mislim. No, debatable. Vsekakor ne Super Mario Bros. Ampak mislim, tukaj mi je všeč, zato ker je tak neki komod bi si lahko rekel, Indiana Jones pa Die Hard narediš iz tega filma ven, oziroma špila ven, ker je prav ta, kako se v bistvu neka študentka arheologije v bistvu zdaj mora boriti kar naenkrat z lokom na sredi enega otoka proti kanibalom, naprimer. Ne? In je v bistvu špil te postavi v to vlogo noter in si ful za, moraš preživeti, je vse napeto, suspense, pa ne vem, kva, zgodba se ti počasi razkriva. Film pa ne. Tako da, ni zdaj par nas video iger, ampak je pa čisto ok kratkočasje, tako da, če koga zanima. Okay.
Fino, no jaz sem med dopustom našel cajt še za 2 Star Trek filma, pogledal sem Generations pa First Contact in na mojem Letterboxdu imata najvišjo oceno do zdaj. Wow. Bil sem kar nadušen nad Generations, mislim nadušen. Zdelo se mi je, da je kar kdo kar lepo slovo, pa tako. Čeprav fanom se ni zdelo tako. No, meni je bilo čisto ok, mislim, čisto tako Krkova smrt. Pač. We had fun. Ja. It was fun. Ja, no, tako, v tem smislu se mi je zdelo čisto ok, no, čeprav sam ta case mi je bil še kar boring, oziroma pač ta. To mi je bil pa First Contact, spet mi ni bil to všeč zaradi Borgov, ker mi ta kraljica Borgov se mi zdela še kar brezvezna, neka ideja, ki ne gre skupaj z Borgi sploh, ampak mi je bila pa všeč, tle pa pač še enkrat Stewart pokaže, kakšni igralci je in kako je pač to. Mislim, to je človek, ki zna igrati in pač tudi s filma, ki ti dajo Star Trek, tako nekje, ki sem gledal, nedolgo tega sem nekje prebral, da je Patrick Stewart je ful predober igralec za katerokoli pač tako serijo in tako. In tle noter on spet pokaže ene par teh, pač te psihološke posledice, ki so mu jih Borgi posledice, to se mi je zdelo pa super. In pa tako, pač videti spacewalk po Enterprise, to se mi je zdelo, da 2 taki fan stvari imaš noter v Generations imaš strmoglavljanje, Enterprise, ki se mi je zdelo super, ful je predolgo, ful je tako, pač pa hecno, pa še vedno je tisto kamero, bomo trosli, vi pa padajte v smer. Ne, veš kaj je najbolj smešno v tej sceni, ker on ekran takoj razfuka, ampak vsi še vedno gledajo v njega, pa se trosijo. Pa držijo se, pa to so res vesoljske ladje, ker niso očitno nikoli strmoglave, ker nima nobenega pasu. Ne. Se človek sploh ne more pripeti, pa nač, kar meče jih okrog. Jaz mislim, da se v, ne vem, 3. ali 4. izmed teh TNG filmov potem enkrat pošalijo z tega, kako nek pasti, pa mislim, da en reče, finally, veš. Ja, no, zdaj pa imajo to novo, pa je pač tudi kar mal skoraj že raznese, no, ampak tudi je nisem čisto v redu videl, pač ful so spremenili notranjost, pa tako, ampak se mi je zdelo v redu. Skratka, First Contact sem pol sicer gledal neke te lestvice, pa vidim, da je kar nizko pri fanih, ampak meni se je zdel do zdaj najboljši. No. Meni je, izmed vseh, če jih daš vse v isti kotl, je meni med top 3. No, skratka. Meni je tudi ta Picard vloga tle v First Contact boljša kot v Generation, tam bolj nekak lovi, pa kljub temu, da ima zdaj pač ono osnovno premiso družino sem zgubil, pa Malcolm McDowell še ga tam nekao, če kako mu že reče, ti znam stavek, time is the fire in which we burn, pa kar nekako sfuka tam na 10 forwardu. Medtem ko v First Contactu pa ga ona, zemljanka, nekako kak je že ime? Zdaj sem tudi pozabil. Lili je. Ko mu reče, ko mu ga z Ahabom, z Mevelom ga jebe v glavo, ne? Tiste je pa kar tiste super, Ja, ne, tako da meni se je zdelo fino. Ljudje pogledajte, če še niste, zdaj me čakate še 2, meni da, pol pa nova serija. Skratka, do 100 bomo ta 2 še pogledali. Maja kima z glavo, ni to. Skratka, preden začnem... Vezi, kaj ti ni všeč? Ker ni trash. Predobro je. Predobro igrajo. No, preden se lotim avtora in se poslovimo od vas, za vse, ki ste ostali do konca, še nagradna igra. Od založbe Goga smo dobili še posem svež izvod nove knjige Mirta Komela, Detektiv Dante. Gre za predzgodbo njegovega Medsočja, krimič, ki ga bomo poklonili prvemu, ki na objavo te epizode, bodi si v komentarju na Facebooku, skupini Aparatus ali na strani Obot, ali v odgovor na objavo te epizode na Twitterju zapiše, kako je naslov ene najljubših serij avtorja Mirta Komela, ki jo večkrat omeni tudi med snemanjem 75 epizode o seriji Dark, pa ni serija Dark. Ne nazadnje pa tudi njegovo Medsočje pogosto primerjajo s točno to serijo, ki se prav tako imenuje po mestu, kraju dogajanja. Skratka, zdaj mislim, da sem vam dal dovolj, da niti ne rabite iti nazaj poslušati ali pa googlati Komela. Skratka, malo teže vprašanje, pa niti ne bomo nagradne igre nismo nič promovirati, tako da zdaj, če to poslušate, pa veste odgovor, pejte hitro odgovoriti. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 98. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Maja, dedek si je pojedel morskega psa, Mito, to ne gre meni groza. Dedič, Igor, res slabo, res. Harp in Aljoša Malomor je harlamo.
Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu, kinogledališču Bežigrad, ki se mu zares zahvaljujemo za gostoljubje. Upamo, da ste ga že kaj obiskali, če ne KGB, pa vsaj lokalni kino ali kinocenter. To poletje si privoščite filme na velikem platnu, bodi si v dvorani, bodi si pod zvezdnim nebom, bodi si iz avtomobila, bodi si na strehi trgovinskega centra, samo privoščite si. Kot ste slišali, prihaja na platno tudi ogromno zanimivega žanrskega. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast, spremljate platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če mislite v naslednjih dneh kreniti na morje, naj vas nikakor ne bo strah. Kot ste slišali, vas lahko morski psi ujamajo tudi na ulici, doma, v koruzi, na obali, tako da naj vas to laži misel, da pred njimi prav nikjer niste varni. A ni to pomirjujoče? Ja, sicer pa, če boste poslušali naš podcast, vam garantiramo, da vas bodo inteligentni morski psi pustili pri miru. Če vas kljub našemu zagotovilu med poslušanjem podcasta ugrizne morski pes, se prosimo pritožite našemu pravnemu oddelku. Opozorilo, garancija ne zajema pikov komarjev morskih ali običajnih ali peska v sandalih. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku in Instagramu smo podcast SKM, Obod brez pikic, tja delimo rajcere, prikolce, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije jošk, moških in ženskih, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 98. epizoda, zadnja epizoda 3. sezone, mi si bomo zdaj privoščili malo odmora. Hvala vam še enkrat, ker ste to leto zdržali z nami. Upamo, da ste se cepili in da se bomo lahko septembra veselo vrnili s 101. epizodo, ki bo prva epizoda 4. sezone. Sicer pa vse veste iz serij, po 3. sezoni gre vse samo še navzdol. In seveda ne pozabite, poleti udarimo 2 speciala, kdaj in o čem smo že večkrat povedali, o vsem pa boste natančno seznanjeni, če boste le spremljali naša družabna mreža. Med 16. in 24. julijem pa se lahko ujamemo tudi na Grossmanovem festivalu. Vse o tem bomo še sporočili. Spremljate naša omrežja tudi za #poletna priporočila, s katerimi vam bomo priporočali serije, filme, knjige in špile, ki jih bomo gledali, špilali in vse ostalo med poletjem. Skratka, če tudi nas ne bo, smo v resnici vedno nekje za vašim hrbtom, vam dihamo za vratnik, vas ščipamo v meča in predvsem smo v vaših srcih. Do naslednje epizode, pa le ostanite zdravi. Good safe. Ja, imejte čudovito poletje in pijte dovolj tekočine. To je bila 3. sezona podcasta Obod, podcasta, ki nikoli ne švica. Nice. Čeprav jaz sem zdaj za Švico, če je noter, vedno bolj vroče. Ja. Ja, ljudje, adijo, lepo se imejte na Lenartu, kam pač greste dopustovati. Spodnji kašelj? Jaz imam, kak je spodnji kašelj? Mislim, za dopustovanje. Poleg tvoje Islandije. Jaz imam dobro idejo za shark movie, kao Vegan Sharks. To ti ni omenil, to bi bil zanimiv shark, ti pa rekla, ne, to je v bistvu skoraj da ista premisa kot Shark Tale, ona animacija, ki so v bistvu morski psi, ki so abstinenti.